Pozdravljeni otroci, nova sreda in nadaljevanje pravljice Zmaji v šoli. Se spomnite, da smo zadnjič spoznali zelo nenavadno kraljično Mimi iz kraljevine pisane skodelice, ki se je odpravila iskat 33 zmajev, ki so pobegnili iz pravljic. Na poti je našla sled za 3 zmaji, ki so odšli proti knežjemu mestu Celju, kjer bi se naj naučili nekaj novega, ker jim je bilo pač življenje v pravljicah dolgočasno. Pa pojdimo naprej s kraljično Mimi za njenim nosom. Kraljična Mimi je kmalu prišla do mesta, nad katerim je na hribčku stal stari grad. Takoj je vedela, da je to knežje mesto Celje. Mikalo jo je, da bi si ogledala ta grad, a najprej mora opraviti svojo nalogo, poiskati prve 3 zmaje. Sprehodila se je skozi mesto in spraševala predvsem otroke, če so videli kakšnega zmaja. Večina jih ni nič vedela. Končno pa je naletela na dečka, ki je povedal: "Ja, jasno, na naši šoli so 3. Povedali so nam, da se želijo kaj novega naučiti." Kraljični Mimi je še povedal, da naj gre kar naravno za svojim nosom po cesti in prišla bo do najboljše osnovne šole na Ljubljanski cesti. Dečko je le pomahala v slovo in odhitela naprej. Naenkrat je stala pred velikimi vrati, kjer je pisalo Druga osnovna šola Celje. Počasi jih je odprla in stopila. Na velikem hodniku je za mizo sedel deček, ki jo je lepo pozdravil in vprašal: "Koga želi?" Kraljična Mimi je povedala, kdo je in zakaj je prišla prav na to šolo. Deček je rekel: "Najprej zmaji, zdaj pa še kraljična," in ji pokazal učilnico, v kateri so zmaji, ki čakajo na učiteljico. Kraljična Mimi je stopila v učilnico in zagledala zmaje. Ti so izbuljili svoje velike oči, ko so jo zagledali, in eden je vprašal: "Kaj želiš, kraljična Mična?" Drugi je dodal: "Verjetno je ne zanima tvoje počutje." "Ha, ali kako velika stopala imaš?" se je oglasil tretji. "Zanima me le to, zakaj ste pobegnili iz pravljic in če vas išče morda zmajevska policija." Nas morda kdo išče ali pa tudi ne. In če nas išče kdo, nas bo tudi mogoče našel ali pa tudi ne," so zmedeno odgovarjali zmaji. "Joj, ste zoprni, samo to mi povejte, zakaj ste pobegnili, saj bo zaradi vas nastala prava zmešnjava v vseh pravljicah." Povedali so ji, da so si vzeli en tak poseben dopust za pobeg in učenje. In ko so se že skoraj skregali, so ugotovili, da je to učno-pobegni dopust. Prvi zmaj je povedal, da bi bil rad plesalec, drugi bi se rad naučil pisati, tretji pa delati z računalnikom. Zdaj je kraljična Mimi vedela vse. Vesela je bila, da jih je našla, in trdno odločena je bila, da jih spravi nazaj v pravljice. Ampak ker je bila kraljična Mimi zelo radovedna, jo je zanimalo tudi to, koliko se bodo zmaji naučili. Takrat je v učilnico stopila učiteljica, ki se je predstavila, da je ime Fina in da črke, besede in stavke nauči prav vse. Kdor lepo se ne izraža in prebrati nič ne zna, k njej v šolo pride, da nauči ga črke in besede Fine. Učiteljica Fina ni bila nič začudena nad zmaji in je takoj začela z učenjem abecede. Na tablo je napisala prvo črko A, poševno gor, poševno dol in vodoravna črta vmes. Izgledalo je čisto enostavno, a ko so zmaji s svojimi 3 prsti
prijeli za kredo, ni bilo tako enostavno. Že samo to je bilo naporno, držati kredo v rokah, kaj šele pisanje po tabli. Učiteljica Fina se je zelo trudila in jih spodbujala. Ura je hitro minila, na tabli pa je bil le en A, ki se ga je dalo prepoznati. Učiteljica jim je povedala, da morajo pridno vaditi, a to je šele prva črka abecede. Tako, da bodo morali biti zelo, zelo vztrajni, če se želijo naučiti vse črke. Podarila jim je plakate z abecedo, iz katerih se bodo lahko učili. Ko je odšla, se je eden od zmajev pohvalil, da je njemu uspel najlepši A. Druga dva pa sta mu hitro povedala, da ni nič manj štorast kot ona dva. Kraljična Mimi, ki jih je ves čas le opazovala, pa je rekla: ne reče se štorast, ampak neroden, a dosegla ni nič, ker so ji v en glas odgovorili: no, potem smo pač štorasto nerodni. In že je v učilnico stopila druga učiteljica. Vsi na šoli že vedo za 3 zmaje, ki bi se radi naučili kaj novega. Jaz vas bom učila delati z računalnikom. In je začela. Računalnik že vsak ima. Še vas zmaje naučila bom, kje je enter, delete in page down. Pritisneš afno, alt in home in za začetek je že kar dovolj. Zmaji so poskušali vsak na svojem računalniku. Enemu je bila všeč afna, drugemu delete, ker se rima na pojdi se solit, eden pa je s svojimi debelimi prsti pritisnil na pol tipkovnice in sploh ni vedel, kaj se dogaja. Učiteljica pa je obupala in rekla: računalnik, roba ni za vas. Kar v pravljice nazaj pojdite, da še kakšne večje neumnosti ne naredite. A ker jim ni želela vzeti vsega poguma in veselja do učenja, jim je podarila računalnike, da bodo lahko vadili in potem se bodo lahko igrali. Tudi igrice jim je še povedala. Po drugi učni uri so bili zmaji še bolj zmedeni. Ugotovili so, da je učenje res naporno, a opogumila jih je misel na to, da se vsi otroci na šoli veliko naučijo. Kraljična Mimi pa je zavila z očmi in si mislila svoje. In že je vstopila učiteljica za matematiko in kar začela. Računajmo, računajmo, če znaš, je vse lahko. No, zmajčki, začnimo. Kdo ugotovi, koliko nas tu stoji? Prvi zmaj je začel. Če sem jaz za 2, potem je on za 5 in ti za 3. Pa še učiteljica tu stoji. Potem nas je 13. Bravo jaz, je bil navdušen nad seboj. Drugi zmaj se ni strinjal in je rekel: jaz imam 3 glave, ti imaš pa rep in 2 velikih oči na glavi ti sedi. Ti trebuh imaš za 2, no, ja, meni se zdi, da to več kot 7 ni. Seveda se tretji zmaj ni strinjal in je računal. Pred mano sta 2, ki nič ne znata. Eno učiteljico vidim in sebe, ki sem za 3. In to bi bilo natanko 9. Vsak je bil več kot zadovoljen s svojim računanjem. Učiteljica pa jim je rekla: veselje, veselje do učenja že imate, a računati ne znate. Poglejte, vi ste 3, še mene dodate, smo že 4. In ne pozabite na kraljično Mimi, in če to seštejemo, nas je natančno 5.
ta račun je čisto enostaven, a za vas, zmaje, zelo težak. Prinesla sem vam kocke, ki jih boste lahko sestavljali vsak v svoji pravljici, jih preštevali in se učili računati. Zmaji se res niso veliko naučili, veseli pa so bili kock, ki so jih dobili. Zvonec je zazvonil in zmaji so zaslišali glasbo, ob kateri so začeli poplesovati. V učilnico je stopila učiteljica plesa in rekla: "No ja, ne zdite se mi nič kaj plesni, a poskusimo lahko. Jaz vam pokažem korake, vi ponovite in gremo. 1, 2, 3, ča, ča, ča. Glava mora biti zravnana, pazite na roke, ne zaletavajte se. Gremo levo, ča, 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 in desno, pa obrat." Zmaji so morali najprej ugotoviti, kje je leva, eden je rekel: "Tam, kjer ni desna." Bilo je veliko smeha, zaletavanja, stopanja na noge drug drugemu in zabavali so se. Tistega zmaja, ki si je želel naučiti plesati, je učiteljica celo pohvalila, podarila mu je zgoščenko s plesno glasbo, da bodo lahko vadili doma, in dodala, da lahko še kdaj zaplešejo na kakšnem grajskem plesu. Pozdravila jih je s ča, ča, ča in odšla. Ko so ostali sami, je kraljična Mimi opazila, da so žalostni. Ker pa se žalost nikomur ne poda in ker je bila kraljična Mimi dobrega srca, jim je rekla: "Dragi moji zmaji, vsi otroci, ki hodijo v šolo celih dolgih 9 let in tako lahko dobijo veliko znanja. Kaj ste mislili, da boste pojedli vse znanje v enem dnevu?" Zmaji so se zamislili in kar hitro ugotovili, da ima kraljična Mimi prav. Ker pa Mimi niso zanimali le ti 3 zmaji, je hotela vedeti, če kaj vedo o ostalih 30 zmajih. Povedali so ji, da so tudi drugi odšli iz pravljic samo zato, da se kaj naučijo. A kam so odšli, niso vedeli. Kako se pravljica konča in če bo kraljična Mimi našla zmaje in jih uspela vrniti nazaj v pravljice, pa izveste naslednjo sredo. Detektivska zgodba se razvija naprej in če vam je bila všeč, jo všečkajte in se naročite na moj kanal Metka Paštetka. Se vidimo naslednjo sredo.